Prva stvar je definitivno transparentnost, o katerem bo tudi jaz govoril, ne. Čim več je treba deliti, šerati, ne, uporabljamo tudi v Sloveniji, ne, šeramo si, ne. Ne samo tako, nekam sem dal, pa saj bo lahko nekdo našel, ampak proaktivno, zdaj, ali imate Skype, WhatsApp, Viber, Slack, karkoli takega, čim več tega šerenja, da ljudje pridejo v stik z temi informacijami, ne. Se pravi, ne skrivanje, ampak šerenje, potem mogoče malo bolj strukturirano, to, kar imamo mi sladice, se pravi, ko nekaj prebereš, neki malo večji koncept, da to malo bolj strukturirano, 10-15 minut ljudem predstaviš na ta način, potem pa seveda tudi obeleževati neke dogodke, v smislu, ko se je nekaj dobro zgodilo, ko je nek dober projekt, tudi to, te stvari deliti med sabo, tako da te stvari bi izpostavil. Najprej prva stvar, ki je agilnosti in skrama ni brez ekipe. Tako da tisti, ki rečejo, osebna agilnost in vse te stvari, to je, dajmo to pustiti tam nekam, v redu. Lahko reče kdorkoli, lahko reče pa besede daje kamorkoli, ampak osebne in individualne agilnosti ni. Agilnost je stvar ekipe, skram je stvar ekipe, vedno dela ekipa stvari. Tako da to je prva stvar. Čim bo to šlo malo proti individualno, to že ni ta agilnost, ta skram, ki je pač tisti, recimo, ki ima res največ vrednosti. In ta ekipa seveda ni navadna, sem a bunch of people z svojim šefom, ampak je ta na levi strani, samoorganizirana, agilna ekipa, ki nima per se nekega šefa, ampak bolj v smislu, tukaj piše servant leaderja, facilitatorja, ki omogoča in odstranjuje ovire za ekipo, da res dela na ta učinkovit, samoorganiziran način. Se pravi, ekipa, ki je samoorganizirana. Ne da se to čez noč narediti, ne da se to z enim mailom, from now on you are a self-organizing team, send in je to, to je dolg proces, vedno, ko mi to uvajamo, traja nekaj časa, nekaj mesecev, predno se to začne ta transformacija zares uveljavljati z desne na levo stran. Kar se seveda dogaja pri tej transformaciji je give and take. Freedom, svoboda, opolnomočenje se daje strani prejšnjega vodstva, prejšnje strukture, medtem ko se more od prejšnjih podrejenih pa prevzemati odgovornost za rezultate, za skupne rezultate, za vizijo in tako dalje. To mora iti z roko v roki. Nekdo daje svobodo in opolnomočenje, drug mora pa sprejemati odgovornost. In ko gre to z roko v roki, imamo točko desno zgori, kjer hočemo biti. In ta stvar potem pliva, da imamo to levo organizacijo, da imamo potem dobre pogoje za Scrum ekipo. Trije temelji Scruma so, in skozi to se zelo lepo predstavi in učenje in ostale stvari. Transparentnost, transparency in potem v kombinaciji inspect and adapt. In to ni kar tako ad hoc v smislu, daj bomo videli, ker nas bo kdaj zanimali, a smo na pravi poti, se bomo malo vprašali. To gre zelo sistematično na vsake 2 tedna oziroma vsak sprint oziroma celo vsak dan, ko imamo te delje. Bom najprej to transparentnost pokazal, spet nazaj na onem grafu, kje se ta transparentnost kaže. Prvo, čisto tukaj na levi strani, celotni ekipi in tudi vsem drugim, ki jih zanima, lahko pridejo noter ali v prostor ali pa odprejo pač kjerkoli to že je, je to Trello, je MS Planner, karkoli, vsi vidijo, kaj vse bo potrebno narediti, da bo nek projekt, nek produkt na koncu uspel. To je vse zelo transparentno in seveda se ves čas obnavlja. Potem je tudi zelo transparentno, kaj trenutno počnemo, pa trenutnem sprintu. To je tudi vse transparentno. Ponavadi, če so ekipe fizično v istem prostoru, imajo to kar na tabli, včasih celo zunaj na hodniku, vsak lahko vidi v danem trenutku, kaj je v trenutnem sprintu, sprint je označba za časovno razdobje, ponavadi to 2 tedna, se počne, kaj ne bi kdo naredil, kaj se trenutno dela, kaj je bilo narejeno. In ena transparentnost, taka zelo dobra, ki je v večini ekip najbolj zaželjena in reče, to je pa res največja razlika, je pa tako imenovani daily scrum ali daily stand-up. Ekipa vsako jutro se zelo na kratko dobi in grejo en krog in vsak reče, tole sem včeraj naredil, tole imam namen danes narediti in tukaj imam težave in rabim pomoč. In če to, dajte si predstavljati, pa dajte primerjati to za vašim delom zdaj, če to počneš redno, vsak dan zjutraj, potem v bistvu vse stvari se sproti rešujejo, ker točno ve, kaj je nekdo delal in uspel narediti, kakšen je plan danes, tako da za celo ekipo veš non-stop, skoraj v realnem času, kakšno je stanje in vse težave, ki so, pridejo sproti ven. To je tisto, kar res daje moč, to je ta transparentnost, pa hkrati tudi inspect and adapt, so te videli. Skozi te elemente sprinta se to izraz. Oblika sama je ponavadi taka, da je to neke vrste Kanban. Zdaj lahko je tak, lahko so listki na steni, lahko je pač tisto, kar sem prej omenil, Trello, Planner, preko tazga, to se ponavadi fizično tako odraža, ali pa digitalno v nekem Kanbanu, ampak gre predvsem za transparentnost. Vsak lahko kadarkoli vidi, kaj smo se zmenili, na čem delamo, kje smo, kje so težave.
Zdaj pa še inspect and adapt, ne? Te dva gresta seveda skupaj, ne? Se pravi, najprej pogledamo, ne, kako nekaj mogoče spremeniti, popraviti, potem to naredimo, ne, za adapt, ne. To sta pa tukaj, ne, tale levi pa ta desni, review pa planning se ponovadi skupaj naredita, ne, na vsake 2 tedna. Pogledamo, ne samo interno v ekipi, ampak z našimi deležniki, z našimi strankami. Na vsake 2 tedna nekaj dostavljamo, neko vrednost, neki inkrement nečesa, tukaj piše inkrement, ne, in pokličemo tiste, za katere delamo, naročnika, deležnika, stranko, notranjo, zunanjo, partner, kakorkoli, in rečemo, le, tole smo uspeli narediti, ne. A je to prava stvar, ne? A moramo se kje prilagoditi, a delamo še vedno, ne, najbolj vredno zadevo, in seveda to vodi potem v ta planning, ne. To je ta cikel, kjer imamo inspect and adapt redno, sistematično, ob začetku in koncu sprinta, se pravi na vsake 2 tedna ponovadi, včasih je krajše, včasih je daljše. Drugi inspect and adapt je pa seveda tale day scrum, ki smo ga že omenili, ne. Se pravi, čim nekdo, ne, ko imamo ta jutranji sync, ne, to sem naredil, to bom danes delal, tle so težave, je to zelo dobra podlaga za dnevni inspect and adapt, v smislu, ok, točno vemo, kaj kdo delal, kakšen je danes plan, mogoče se malo razlikuje od slike, ki se vmeš v glavi, predvsem pa tiste težave, ki so, nekaj moram popraviti, tle rabim več resursov, tle rabim to pomoč, in s tem se znebimo tisto, ko nekdo ful prepozen, čez 2-3 tedne reče, to pa nisem vedel, to pa ne, bi me lahko prej spomnil, ne, tega ni, če to delamo na ta način, tako da ta inspect and adapt je sistematično noter narejen, in zaradi tega ta sistem povzroči, da ekipa res boljše dela, ne zaradi tega, ker so zdaj sami enlightened Buddha noter v Scrum timu, ampak zato, ker jih sistem sili v to transparentnost, v to učenje in to prilagajanje. Ena posebna stvar, ki se bom pa zdaj lotil, ne, čist na konec, je pa seveda retrospektiva. To je pa na eni strani malo podobna, ne, temu učenju, prilagajanju, ne, pa na drugi strani malo različna, ker to, kar je v spodaj, recimo, ne, tudi zaradi tega mi je ta čart všeč, ker ene stvari so spodaj, so vezane na projekt, na naloge, ne, nekaj delamo, nekaj razvijamo, ne, in a smo naredili prvo ali nismo, imamo stranke, imamo deležnike in tako dalje. Tale zgornja zadeva, sprint retrospektiv je pa vezana izključno na ekipo, kako mi kot ekipa delamo, ne, kako se mi počutimo, ne, a smo usklajeni, ali rabimo kakšno orodje, rabimo kakšne druge ceremonije še, kaj lahko mi izboljšamo, da bomo še bolj učinkoviti in jaz ponovadi kar podarim zraven, še zadovoljni, ne, to zadovoljstvo, da smo res happy, da res delamo, ne, najboljše stvari v danem momentu, moramo res biti v redu kot ekipa in to ni dano, to ne moramo določiti, ne, na začetku leta in pa kar skozi, ker se stvari spreminjajo, ne, in zaradi tega vmes imamo te retrospektive, včasih, ne, na vsak sprint ali pa recimo na vsak mesec ali pa kaj takega. In te retrospektive se lahko tudi, jaz priporočam večini ekip, jemlje tudi ločeno od Scruma, tudi če ne greste v Scrum agilnost, dajte retrospektive delati, saj je ne, tistih 10, ki ste prebrali, ne, se to vidi, tudi Lojze je v članku napisal to, ne, retrospektiva je res taka fajn zadeva, ki povzroča rast oziroma učenje na nekem drugem nivoju. Bom dal zdaj en primer, najbolj splošna, pa najbolj taka pogosta je start-stop continue retrospektiva. Ekipa se počuti varno, si vzame tisto urco, ne, in reče, ok, zdaj smo pa samo o tem pogovarjali, kako lahko mi kot ekipa delamo boljše, ne, kaj naj bi začeli, start, ne, kaj pogrešamo, recimo nam še urodje, tukaj se ponovadi na začetku pojavljajo kakšni team buildingi, kavice, kaj takega, ljudje povejo tisto, kar pogrešajo, da bojo boljše delali kot ekipa. Stop, kaj nas moti, neka poročila, neki untred, nekdo skozi prihaja z neko smrdljivo hrano v pisarno, dajmo to ustaviti, ker nas to kot ekipo zavira, moti, nismo ok, ne. In potem seveda, da ne bi vse skupaj samo jammerfest, ne, ker zelo hitro se najdejo stvari, ki jih pogrešamo, pa ki nam grejo na živce, damo na koncu continue, v smislu, hej, veliko stvari je pa dobrih, ne, to je pa cool. In tole narediti in potem seveda vsaj eno stvar vzeti in potem nekaj spremeniti, nekaj izboljšati in potem naslednjič, ko se spet dobimo na retrospektivi, rečemo, da to smo izboljšali, gremo zdaj naslednjo stvarjo, to povzroči, da ekipa res raste, da se uči tudi na tem, kako drugače in boljše delati kot ekipa. In to je tisto, če mene vprašate, tista najbolj pomembna stvar, ki loči, ne, agilni način vodenja projektov in produktov od recimo ostalih, ta retrospektiva.